Tale upokojitev moja je nastala zelo zgodaj, kajti bolezen je nastala pri 27 letih, pri 29 sem bila praktično upokojena in skozi bolezen sem si odgovorila na vprašanje, ali hočem živeti ali ne. Moja odločitev je bila, ja, jaz vendar hočem živeti. Je bilo treba zavihati rokave, najti odgovore, da se postavim osebno na noge. Torej, bilo je treba predvsem preživeti, ker sem bila mati samohranilka na cesti in preživljala sem se pač s tem, ker mogoče s sivim trgom. Terenska prodaja je bila moja velika vaja komunikacije z ljudmi. V tem času sem pa tudi začela sanjati, ne. V vasi sem videla staro hišo, ki me je klicala neznansko in tedaj sem enostavno se odločila, jaz jo bom kupila, ne. Da bi to realizirala, sem se samozaposlila in sem pač kupila to hišo, akcija je uspela, kredit je bil tudi odplačan. Leta 90 sem jaz ustanovila zavod Vita in jaz sem začela pač tedaj z kreativnimi delavnicami v Kopru. Bilo je brezupno. To je bilo moje eno največjih presenečenj, da ti lahko delaš in delaš krasne produkte, ampak da lahko enostavno si ignoriran. V nekaterih lokalnih okoljih so starejši zelo vidni ali pa so celo oni dejavnik razvoja. V drugih lokalnih okoljih so pravzaprav povsem prezrti in nikakor ne vplivajo na razvoj. Tako stanje seveda ni tisto, kar si želimo. Želeli bi bolj uravnoteženo situacijo, za katero so pa seveda odgovorni vsi. Po eni strani starejši sami, po drugi strani so pa zato odgovorni vsi, ki vplivajo na to, ali bodo starejši opaženi, spoštljivo vključeni, upoštevani, ali pa obratno, izključeni, preslišani, prezrti. Tedaj mi je postalo popolnoma jasno, da moram poiskati svoj kapital. Ne v smislu denarja, ampak nečesa, kar imaš, kar vložiš, na osnovi česa si lahko ustvariš dejavnost in od česar lahko živiš. Sem pa iz kmečke kulture, iz Istre. Kot sociolog me ne zanima družba. Takrat mi je postalo jasno, da je moj kapital tudi poklicno moja kultura in moja zemlja. In tedaj sem potem prišla v Lopar in dala v igro to, kar imam. Leda je pričela z razvojnimi programi, tematskimi potmi, kolonijami, raziskovala je tudi in odkrila v 90 letih študijske krožke, jih uveljavila in razvila. S trudom, znanjem in ljubeznijo je nato razvila muzej v Loparju, da bi bila mogoča vsaj projektna zaposlitev, pa vendar ni bilo mogoče delati v tem muzeju drugače, kakor prostovoljsko. Tu ni bilo možnosti, da jaz tudi poklicno napredujem. Tako da sem se tedaj odločila, da nekako zaprem, zamrznem stvari in sem naredila par drugih korakov v življenju. Ena glavnih stvari za oživljanje je sodelovanje ljudi. Gre za to, da ljudje sami delujejo in sooblikujejo svoje okolje in svojo prihodnost. Največja nagrada je tvoja osebna rast, sigurnost, v sebi veš, da boš preživel, samospoštovanje in življenje, če se jemlješ resno, greš, zajadraš v življenje in potem živiš.